zdaj predhodno pred tem sistemom in še vedno imamo pomoč na domu, to je socialno-varstvena storitev, ki je pač v domeni občine kot storitev, to ni pravica, to si pač človek plača, občina pa sofinancira, ne. In če potrebuje pomoč, jo lahko na podlagi te socialno-varstvene storitve dobi takoj, lahko, ne vem, čez 5 dni, ampak vsej naši vladajoči so vedeli, da že pomoč na domu, ki ni zbirokratizirana, je pa problem, ker je potrebno doplačilo uporabnika, a ne, absolutno je tukaj potrebna pač reforma. Že ta pomoč na domu ni bila dostopna, pa ni bila dosegljiva. Zakaj? Zato, ker ni kadra, a ne, pač ni ljudi, kdo bo to počel. Vsi bi se o tem pogovarjali, nihče pa si ne bi mazal rok z blatom, a ne. In zdaj grejo to pomoč na domu, ki je komaj dihala nekako, recimo, da je funkcionirala v večjih mestih, rušiti z dolgotrajno oskrbo in rečejo, ne, zdaj boste pa vi imeli zastonj oskrbo, ker itak plačujete prispevek, ampak kdo jo bo pa delal? Ja, kader, ki iz pomoči na domu, a ne, ki ga že predhodno, tako, ga je bilo treba krpati. Tako da gre, v bistvu, hočem povedati, da ta nov sistem dolgotrajne oskrbe, kot prvo ni nov, kot drugo ruši obstoječega, ki bo že tako ubogi in na trhlih temeljih, a ne. Tako da kaj bi rabili? Neke premišljene ljudi v ozadju, ki jim je mar za človeka v stiski, vidijo potrebe in so pripravljeni se usesti dol razmisliti in ni to smer, da bo to človeku realno dostopno, a ne.